Lepo pozdravljeni na ta lep monsunski večer. Manjka nam še ena gostja, ki bi morala biti danes z nami. Jaz in Marcel sva tudi oba, vsak po svoje malo pohabljena, tako da upam, da cenite, da smo vsem preprekam navkljub tukaj, kjer vam bova poskušala v tej uri predstaviti knjigo Memento Mori skozi eno, recimo, vprašanje, en problem, ki smo se pogovarjali, da se nam zdi dovolj, ali pa vsaj meni se zdi, da se nam zdi dovolj zanimiv za predstaviti tekom tega pogovora. Ampak najprej na začetku dovolite mi samo par besed glede tega zbornika Memento Mori drugič. Morda veste, če ste tukaj, da je to bila originalno izvorna izdaja Memento Mori narejena v 80-ih, kjer sta Slavoj Žižek in Rastko Močnik uredila ta prvi zbornik teorije detektivskega romana. In da je to, mogoče danes je malo bolj samoumevno, zakaj imamo zbornik teorije detektivskega romana, takrat to nikakor ni bilo samoumevno. Še več, sam detektivski žanr je bil bolj kot ne na udaru, pač tudi žanrska literatura nasploh ni uživala kdo ve kakšnega ugleda. In je bila takrat ta gesta zelo subverzivna, radikalna za tiste čase, da so se spravila urediti in prevesti tekste izbranih avtorjev, ki so se ukvarjali iz nemškega, francoskega in angleško govorečega intelektualnega prostora, ki so se ukvarjali pač z teorijo detektivke. Avtorja, ki sta in urednika izvorne knjige, ki sta tisto edicijo pospremila potem s to ekstenzivno spremno besedo, ki je še danes, mogoče bolj v intelektualnih krogih, tako rekoč kanonski tekst, na katerega se vsi oziramo, ko pišemo in poskušamo interpretirati ta fenomen detektivskega romana, še zlasti pač slovenske detektivke, o kjer je mogoče malo več kasneje. Sta tudi pristala na to, ko smo prišli skupaj z založbo Goga na idejo, da bi naredili neke vrste ponatis z novimi dodatnimi teksti, kjer smo poskušali revitalizirati to teorijo romana, glede na to, kaj se je zgodilo v vsem tem času vmes od 80-ih do sem, in smo potem se našli še dodatni avtorji, ki smo prispevali pač svoja poglavja. Marcel konkretno o ameriški hardboil oziroma trdo kuhani detektivki, jaz samo o ameriškem psihološkem detektivskem romanu in seveda kolegica Jela Krečič, ki mora biti danes z nami, ki je delala Poirota, in še seveda številni drugi. Ampak, da ne bom zdaj po tem malo dolgem... Ne boš pozabil povedati, velika razlika med to in originalno edicijo ravno v tem, da v originalni ediciji so bili sami prevodi. Razen Žižkovega in Močnikovega, pravzaprav spremne besede, so bili vse samo prevodi klasičnih del, klasičnih esejev o kriminalki. In to velikih imen, velikih filozofov, pisateljev in tako naprej. Tako da, ki si prej si rekel, da kriminalka je bila manj vreden žanr. Slovenski politiki, takrat komunistični, so bili vsi veliki fani kriminalk. Edvard Kardel je imel menda najboljšo zbirko kriminalk takrat pri nas. In jaz sem še takrat temu njegovemu vnuku, kaj že je, kaj je že njegov vnuk ta, ki je bil predsednik Računskega sodišča. Šoltes, evo, Šoltesa sem enkrat snubil, če so oni to morbiti ki obdržali, pa če to ki obstaja, pa če me spusti malo not, pa tako. Kardeljeva knjižnica detektivk. Ne, smo vse vrljeni državi, je rekel. Ampak ja, tako da takrat so brali in takrat, rekel, je pa jasno, refleksije v Sloveniji o kriminalki, o žanrih, takrat ni bilo. To je prišlo šele kasneje. In moram reči, da danes prav z veseljem pozdravljam tudi Andreja Blatnika, ki je zaslovel vmes, po mojem se niti spomnim ne več, da je zaslovel po mislim, stavki še tako nekako, literatura, ki nima žanrske literature, ni literatura. Mislim, nekaj tacga je enkrat vmes rekel, ker sem si jaz tako zelo zapomnil in ki se mi zdaj tako takrat blazno nobel, sem rekel, da na ključni založbi slovenski sedi človek, ki vendarle verjame v žanr, in žanr je tako, nikoli ne zamahnite z roko ob žanru. Ne vam povem zakaj. Ko so Romanu Polanskemu
ubil ženo in nerojenega otroka in pobil vse okrog, takrat leta 69 v Los Angelesu, je imel jasno velike probleme, toliko bolj, ker so ga obtoževali en čas, da je pač on bil tak, dokler niso pol dobili Charlesa Mansona, ne, in bil on osumljen. Skratka, predstavljajte si, skozi kakšno agonijo je takrat šel in da bi si uredil misli in srce, je šel snemat žanrski film Chinatown. In šel ga je posnet natanko zato, je rekel, da mu uredi misli, da mu uredi srce, da ga spravi k sebi, da se spravi spet pod kontrolo, da se spravi v red. In žanr ima to socialno funkcijo, da nas spravlja v red, da nam ureja misli, srce, glavo in vse, kar še gre zraven, kar je pomembno za naše vsakdanje življenje. Tako da bom rekel samo to, da danes, mislim, ki mi je prej rekel, da morate biti hvaležni, ker sva prišla, mi dva sva neskončno hvaležni, da ste vi prišli in da naj jo še niste ubili, ker namreč vem, za vami je dolg dan in razlogov za to, da bi koga danes umorili, verjetno ne manjka. Danes ste vsi verjetno ogromno krat pomislili na to, da bi koga ubili. Skratka, dobili ste razloge, sjajne in tudi te kriminalke bi bile boljše od teh umorov, ki se običajno v Sloveniji dogajajo, ki niso ravno nekako kreativni. Ne. In zato tudi, rekel, pri nas kriminalke, kot ste ugotovili, verjetno ne temeljijo na resničnih zgodbah. Praktično jih ni. Na resničnih zgodbah, kakšna lokacija je pred v Golobu, so že tam neke čudne lokacije, za katere se kaže, da so resnične. Ne. Tam, kaj je že glavno mesto, Cvička, kaj je že kako je že Ja, to. Mislim, posle izkaže, ampak to je to, ki je noter resnične zgodbe. Vse ostalo je pa zmišljen. Skratka, slovenski pisatelji morajo kar delati, ne, da pridajo do dobrih umorov, medtem ko tujci, tuji pisci, je vse v glavnem po resničnih zgodbah. Lahko dobijo inspiracijo po časopisih. Ja. No, prav na to temo, ne, to, da mogoče se navežem, ne, vaša prisotnost tukaj priča mogoče tudi o tej fascinaciji nad umorom kot nečim, kar pač fascinira. In mogoče iz zgodovine teorije detektivke in umora bi izpostavil enega avtorja, De Quinceyja, ki je v svojem tekstu iz konca 19. preloma v 20. Eden izmed prvih, ki je poskusil umor misliti kot primer lepe umetnosti. In ena iz njegovih zahtev je bila ta, da moramo na umor gledati ne kot nekaj, kar je zgolj predmet policijskega pregona, pa moralnega obsojanja, splošne družbene problematike in tako naprej, ampak da je lahko umor tudi da ima tudi neko estetsko vrednost. Ne. In seveda detektivka je žanr, ki postavi umor na pedestal, mu postavi pač ta pedestal, da imamo pri umoru opravka z neko estetiko. In tako kot je Marcelu omenil, lahko hierarhiziramo umore od tistih bolj zanimivih, estetiziranih, pa vse do tistih nezanimivih, tako rekoč banalnih. Ne. To je vse spada pod kategorijo tega, kako estetsko presojamo umor kot lepo umetnost. Ampak to, kar je... Kriminalka mora imeti umor, ki da nekaj nase. Tako, ne more imeti kar en umor. Ne more biti, to recimo Van Dien lepo piše tam v svojih pravilih, recimo eden izmed pravil je to, da umor se definitivno ne sme biti preprosto zaradi denarja in ne more ga organizirati neka tolpa, ki se ukvarja z organiziranim kriminalom. To ni detektivka, zato ker detektivka terja enega izmed nas, slehernika, mene ali tebe, ali nekoga iz publike, ki ima nek zelo oseben, mora biti pri stvari, pri umoru mora biti duša, srce mora biti investirano. Srce mi treba moriti, tako, hvala. Ampak, in to je moje izhodišče zdaj, da ti vrnem besedo, še bolj fascinantno od samega umora, od tega spektakularnega prelivanja krvi in trupla, ki ostane na tej ali oni lepi lokaciji, tudi lokacije se mi zdi, so pomembne, ker se znajdejo ta trupla, še bolj fascinantno pa je preiskovanje umora. Še bolj od samega morjenja nas fascinira način, kako ta protagonist vsake detektiv, pa da je to amaterski detektiv ali pa policaj, preiskuje in razrešuje sam umor. Ne. Kaj se zgodi, ko pride do preiskave? Vzemite Agato Kristi, tam zgodi se umor.
potem pride Poirot ali Miss Marple in začne preiskovati. In nenadoma so vsi sumljivi. Nenadoma se izkaže, da je vsak izmed nas, vsak izmed tistih likov, ne, mislim, s katerimi se zlahka identificirate, ne, vsak je lahko morilec. Vsak lahko pod svojo vsakdanjo vljudno fasado skriva globljo, morilsko, mračno naturo. Vsak. In dobesedno vsi so potencialni krivci, vsi so potencialni morilci. In potem kaj se zgodi? Stvar postane še perverznejša. Nekatere počasi odkljuka, ta je nedolžen, ta ni kriv. In se takoj, bi rekel, začne ukvarjati z nekom, ki je bolj kriv, ki je bolj mračen. Skratka, ne fascinira bralca in Agate Christie ne fascinira nedolžnost. Fascinirajo krivda, fascinirajo zločin, fascinirajo ta, ki bi lahko moril. Skratka, nedolžnost. In potem na koncu se jasno itak izkaže, ne, da je kriv ta, za katerega je kazalo, da je najbolj nedolžen. Ta, na katerega je sum najmanj padal, kar pomeni, da je nedolžnost prekleto umazana. Nedolžnost je nekaj patološkega, morilskega. Tako da kdor se sklicuje, nedolžen sem, ne, ima hud problem v naših očeh. Tako da nikomor, sami veste, ko začne nekdo vpiti, da je nedolžen, poglejte slovenske politike, ko začne nekdo, da ni nič kriv govoriti, kaj je vaša prva misel? Pravkar je priznal. Ta moment odkljukanja, ne, je zelo zanimiv pri klasični angleški detektivki, ne, tega, da v bistvu te like, bolj ko jih odkljukamo, bolj postanejo nezanimivi. Tudi potem jim padejo... V hipu, ki je nedolžen, padejo v ozadje. Nezanimiv. Ja. In potem se osredotoča vse bolj na neke ljudi, kjer v bistvu te interpelira detektivka sama, ne, igra, manipulira s čustvi bralca, ker hoče tvoje antipatije potegniti na dan. Ne? Hoče tiste neke like ti prikazati kot take antipatije vredne ali pa celo sovraštva vredne, hoče, da jih sovražiš, ampak zakaj? Zato, da bi ta čustva mobilizirati, zato, da bi te seveda spravil na napačno sled. Ker po koncu se vedno izkaže, da je tisti star gospod, ki samo vrtnari in nikoli ni skrivil lase nikomor, natanko on bo kriv. Ne? Sam, imaš pa pol potrditev, ne, da smo vsi morilci. Ne? Imaš umor na Orient Expressu, ki se pol na koncu pa zares izkaže, da so vsi morilci. Da so vsi morili. Ta del je recimo zanimiv, ker je v angleški klasični detektivki zelo redek, no umor na Orient Expressu je. Ampak sam dodam, ker to je v bistvu resnica kriminalk. Ne? Resnica kriminalk je ravno umor na Orient Expressu, kjer se na koncu izkaže, da so vsi morilci, ker je to tudi sicer v kriminalkah. Vsi tisti, ki so osumljeni, in teh je zmeri ogromno noter, ne, pri teh preko angleških hudanit itak kriminalkah, to vsi bi res lahko bi morili. Vsi so imeli dovolj velik motiv, da so morili. In še hujše ponovadi. Izkaže se, da ne da so imeli motiv, da bi morili, tudi so imeli ogromno umazanije na hrbtu. Za vsakega se kaže, da ima neko mračno, skrivnostno, mučno preteklost, za katero noče, da se razkrije in inšpektor oziroma detektiv Poirot oziroma gospa Marple potem to razkrijeta in vse te umazanije pride na dan. Ampak skratka, poanta ravno v tem, vsi so potencialni, vsi bi lahko morili. Ne? In s tem mogoče se že premikamo na tvoj teren, ne, ameriške trdo kuhane detektivke, ne, za katero se mi zdi pomembno izpostaviti to, no, da pri angleški detektivki je umor vendarle neko izolirano dejanje, neko izredno dejanje, ki družbeno stanje ali pa družbo kot tako iztiri iz njenega ustaljenega reda. In predpostavka zelo preprosto je ta, da je takratna angleška družba se dojemala kot neka dobra družba, ki ima neke moralne vrednote in tisti, ki so morili, morilci, so bili neke izjeme, ki so spravljali to družbo iz tira. In vloga, herojska vloga, če lahko tako rečem, detektive, je bila ta, da je družbo spravila nazaj v red. Za ameriško trdo kuhano verzijo detektivke pa ne velja več to. Ne? Ta protagonist trdo kuhane detektivke nima nobenih iluzij, da je družba, se pravi, če se pomaknemo iz Anglije v Ameriko, da je ameriška kapitalistična družba tako rekoč pokvarjena po definiciji in ta trdo kuhani detektiv, če lahko tako rečem,
ko se spravi preiskovati ta ali oni primer, bo vedno naletel na to skorumpirano zvezo policije s podzemljem, pa podzemlja s politiko in tako naprej. In kljub temu se bo podal na pot razreševanja umora. Evo, in moje recimo vprašanje za tebe je to, zakaj? Zakaj kljub temu, da ve, da ne bo mogel družbe popraviti, vendarle gre v to, na to, tako rekoč, viteško pot odkrivanja resnice za umorom? Zdaj, tle imamo dve različni obliki kapitalizma. Tam se pošta angleško, to detekt, te romane, kriminalke, ki je pisala Agatha Christie in mnogi takrat Angleži, te hudanite, dedukcija in tako naprej. Ne. To je bil britanski ta zlata doba kapitalizma imperialnega, ko je Britanija rules the world in tako naprej, ko je Britanija vladala celemu svetu, ker je vse normalno funkcioniralo, ker so se Angleži ali ta angleška aristokracija in tako naprej se je kopala v bogatstvu, razkošju in tako naprej, v nekem miru, stabilnosti, kjer, kot si prav rekel, to stabilnost je včasih kakšen umor, kakšna packa in potem je prišel detektiv, oziroma gospa Marple, pa kdorkoli že in je to packo zbrisal kot neka čistilka, je pravzaprav prišel to macko zbrisal in zjutraj, ko je delavski razred britanski vstal, ni bilo nikjer več ne duha, ne sluha, v kakšni umazini in tako naprej, v kakšnem neredu, red je bil spet spostavljen pa je pa ta drug kapitalizem, ameriški, v 30 letih, ki je pa jasno kapitalizem krize, gospodarske krize hude, kapitalizem že čist izrojen in v tem kapitalizmu preprosto ljudje so toliko utojeni, toliko razlaščeni, toliko izgubljeni, toliko atomizirani, da preprosto nima nihče več pregleda nad totaliteto, nad celotno skupnostjo. Nihče nima več vpogleda v to, kako družba deluje. In zato tukaj nastopi privatni detektiv, kot je lepo rekel Frederick Jameson v svoji knjižici, taki tanki sicer, ampak luškani, taki napisani iz srca, tega fenovskega srca, napisal, da je pač privatni detektiv potem funkcionira kot povezovalec teh ločenih prostorov, teh ločenih lokacij, nezdružljivih prostorov in nezdružljivih skupnosti, ki tvorijo ta kapitalizem, ki so popolnoma ločene. On je vse posod, on je ta, ki to povezuje, to nezdružljivo, nepovezljivo. On je povezovalec nepovezljivega, on je povezovalec tega sveta, v katerega nima nihče več vpogleda razen njega, dela za $20 na dan, ima talele Marlow, $20-25 ima na dan tarifo plus potne stroške. V LA-ju rabiš potne stroške. Ja, ampak hkrati je pa vse povsod. Znajde se na vseh najbolj prestižnih lokacijah. Znajde se vse posod, kjer se kaj dogaja. Skratka, za tistih $20 na dan je kljub temu vse posod. On živi življenje, on ima dostop do vsega. Do vsega, kar nudi ta tedanji recimo kapitalizem, ta bogataški in tako naprej. On je vse posod in on ima dostop do vsega, on ima vpogled v to totaliteto, ki je sicer zgubljena in ki jo lahko sam on pravzaprav dešifrira, ampak dešifrira jo lahko na ta precej nor način. Ponavadi, in to je ena izmed mojih poant pravzaprav, tako, še ena izmed najpomembnejših, da njega Philippa Marlowa, to je od Raymonda Chandlerja privatni detektiv, vsej verjetno, če ste kaj brali, veste, to je pač glavni privatni detektiv 20. stoletja. No, skratka, njega vedno najamejo za kaj malega, da najde koga, da za kakšno ženo povoha, ki menda moža vara, da preveri, če hči od kakšnega bogataša, kdo jo izsiljuje z nekimi pornografskimi slikami in tako naprej. Skratka, najamajo ga za nekaj malega, za majhen denar, ponavadi te bogataši, ker so ponavadi neki bogati, afluentni ljudje, se z njim celo pogajajo za ceno. So bi mu plačali manj.
Nekateri so skeptični, a je res njegovo delo vredno toliko, a res v enem dnevu naredi za $20 in tako naprej. Skratka, za majhen denar ga najamajo, da počne nekaj, da naredi nekaj majhnega. In kaj se običajno zgodi? Ko začne on raziskovati, on je dober delavec. Že to, on je idealen delavec. On je Stahanovec, on je ta ideal kapitalistične družbe. On dela od jutra do večera in tudi po noč. On ne spi. Mit je ta, da spi v svoji pisarni, ne spi v svoji pisarni, ampak ne gre spat. On dela non-stop, on je stroj, on ne spi. On je ta ideal, ki ga zdaj tudi recimo neoliberalci priporočajo, ne, skozi ste na stand-byu, telefone imejte prižgane, mail odprt in tako naprej. Skratka, on je to. On je to. In zdaj, on dela cele dneve. Skratka, on ustvarja blazno presežno vrednost. Ampak kako jo ustvarja? Ne ga najamejo za neko malo stvar, kot sem rekel. Ampak vedno se zgodi, da on, recimo, najame ga ženska recimo z Bogom, draga moja, ga najame neka soproga, nekega bogataša, da naj za neko ogrlico neki pomaga, ki je nekdo ukradel neko ogrlico. In od te kraje ogrlice on na koncu pride do tega, da je pač ona v resnici nekdo drug, da je dala umoriti tega, da je umoril tega, skratka je ona sodelovala pri tem, da je hotel umoriti svojega moža. Skratka, on pridela ogromno veliko dela. Skratka, presežna vrednost ustvari veliko presežno delo in to ustvari v vsakem romanu. Vsakič, bi rekel, umre ogromno ljudi. On odkrije strašne stvari, kdo je s kom vse povezan, kdo je koga umoril. On odkrije umore, ki se še niso zgodili, ki se šele bodo, ki se dogajajo zdaj. Skratka, celo serijo umorov. In običajno je zmeraj tako, da ta, ki ga najame, ga skuša ustaviti. Ne, nisem te, nehaj, nočem tega, ustav se, dovolj je, to je to, nočem. In vedno gre on čez. On je delavec, ki svoje delo opravi temeljito in do konca, ki se ne ustavi, dokler delo ni končano. In zdaj bi sam opozoril na konc, kdo je bil tak junak, ker je bil pa misteriozen in smo se vsi spraševali, what the fuck? Kdo je to? Kaj ta? Anton Čigurh. A ste brali roman ali pa gledali film? Ni prostora za starce. Brata Coen sta ga ekranizirala potem in noter imate tega Antona Čigurha. On nikomur ni jasno, kaj vraga on sploh počne. Kdo je on? Kaj on tam nekaj pobija? Zakaj pobija? Kako? Kdo je njegov naročnik zares? Kaj se dogaja? Nihče ne ve. Popolnoma misteriozna figura. On je kot nek stroj tam noter. Nek morilski stroj. In natanko to je. On je inverzija, on je ta radikalizacija, ekstremizacija. Ja, tega privatnega detektiva iz teh, bi rekel, Chandlerjevih, Hammetovih romanov. On je natanko to. On je dobil naročilo in on opravi delo do konca in njega ne more ustaviti. On bo opravil svoje delo do konca. On bo pobil vse, ki jih je treba pobiti. Njega skuša ustaviti. Veš, to si v tem. Njega skuša ustaviti in ga ne more ustaviti. On opravi delo do konca. In tle so kriminalke vedno podcenili. Ker kriminalke so ravno odlične metafore, dobre slike so tega sveta, v katerem živimo. Vrhunske slike, vrhunske. In to od teh, bi rekel, od Agat Christie do Chandlerja in te ameriške detektivske hardball šole, do potem teh Skandinavcev. Pridemo tudi do tja. Da se navežem, ker si odprl zdaj več zanimivih front naenkrat, ampak en moment mogoče, ki nas bo pripeljal potem eventualno, upajmo, do Skandinavcev. V tem tekstu, ki ga omenjaš, Jamesonove teorije detektivskega romana, to je knjiga, ki drugače mi je Marcel dal za brat, tako da hvala tudi za tisto referenco. Tam noter, če se spomniš, se smo debatirali to, je zelo zanimiva primerjava, ki jo Jameson naredi, da v bistvu je
Tudi to je recimo ena izmed žanrskih sprememb znotraj tega premika od angleške k ameriški detektivki, da v ameriški verziji, praviloma hardboiled detektivkah, je detektiv tudi sam narator. In Jameson to primerja, ta specifičen, zelo idiosinkratski in značilen detektivski glas, pravi detektiv sam kot narator svoje lastne zgodbe in postopke detekcije, ga primerja z radijskim glasom. Ne? In zato tudi v več filmskih ekranizacijah seveda imate tiste znane voice-over, detektiva, ki prepoveduje, medtem ko ga mi gledamo, kako nemo hodi okoli. In to se mi zdi, da je en mogoče tak neopazen, pa vendarle ključen premik, tudi žanrski, zato ker kaj velja za klasično angleško detektivko? Velja to, da pač detektiv ima tudi svojega asistenta, ki je praviloma pripovedovalec, narator in ta narator ima eno točno določeno funkcijo. Ki ne šteka, zakaj gre in občuduje seveda lika detektiva, ki preučuje umor in svojo genialnost ta umor razreši, ampak funkcija, literarna funkcija tega asistenta je predvsem ta, da omogoči nam, bralcem, da mi konkuriramo z detektivom pri ugibanju temu, kdo je morilec. To je nekaj, kar hardboiled detektivka recimo ne potrebuje več, ne rabi več, ker smo... Če v tem klasičnem detektivskem romanu pripovedovalec, detektiv, ne, preiskovalec pomeni, da je morilc tudi. Si spomniš, umor Rogera Ackroyda. Ja. Tam se izkaže na koncu, da je morilc tak, ki pripoveduje. Vse to je potem, do tega sem pravzaprav hotel priti, ker to je naslednji logičen korak od hardboiled detektivke, ne, v bistvu ameriški psihološki kriminalni roman, ne, ker je ta glas ga prevzame sam morilec. Ne, in če nas je mogoče pri angleški, pa potem hardboiled detektivki, če je bralstvo fasciniralo to, kako detektiv umor razreši, se v tej dobi začne ta fascinacija nad tem, kako je umor zagrešen. Ne? Da imamo mi dobesedno naratorja, ki nam vse razgrne. Od svojih motivov, okoliščin, ki so se ponudile, izvedbe in tega, kako potem uteče policiji. Naprimer, dobro, zdaj sem plot od Patricia Highsmith, od Talented Mr. Ripleyja povzel, ampak mislim, da je to zgleden primer tega tipa romana, kjer imamo opravka z glasom, ne več detektiva, ampak glasom morilca. In mislim, da vsi tej elementi tako... Je fascinantni in vsi zanj ga navijamo. Vsi navijamo za morilca noter, da samo ja ne bi kaj zgodilo. Zanimivo mi je to, no, ne vem, kaj ti misliš na to, ampak Močnik pa Žižek, ne, v izvornem Memento v morju, zaključita svojo analizo teorije detektivskega romana natanko s tem in pravita, to je meja detektivskega romana. Od tukaj naprej ne more iti več nikamor in lahko se samo preigrava isti vzorec. In zdaj, če pogledamo, kam in kako se razvija v zadnjih potem 45 letih, dejansko bi jim lahko pritrdili. Ja, razvija se horizontalno. Tako, ja. Razvija se horizontalno, ker to, kar se je zgodilo, mislim, sej tle se lahko zahvalimo mi marksistom, da je kriminalke toliko zdaj vse posod. Ker če ne bi bilo tega skandinavskega buma, skandinavski bum je povzročil potem, da so začeli dobesedno v vsaki državi pisati kriminalke. Nenadoma so vsi vse podkrili morilce, pisce kriminalk. Prej tega ni bilo. Prej, če gledaš ti, recimo, če ti bereš zgodovine detektivskega romana, zgodovine kriminalke, zgodovine thrillerja, pred letom 80, pred letom 90, ti noter imaš kriminalke, detektivski roman, to je bilo stvar Američanov, Angležev in potem opozorijo, da vmes je bil tudi Simenon, ne, pa če bereš kakšno zgodovino iz leta 85, ne, pol omen, da je pa Umberto Eco napisal leta 80 Ime Rože, ne, ostalih italijanskih piscev kriminalk sploh ne omenjal, ne, ampak skratka, Simenon je bil tako eksotika, ne, in to je to, ne, in to je to, ne, ostalega ni bilo, bili so Angleži, bili so Američani in to je to. Potem pa nenadoma, veš, pride, bi rekel, Stieg Larsson, ne, pride to novo tisočletje, ko, bi rekel, eksplodira ta skandinavski noir, ne, in, bi rekel, dobesedno naelektri kompleten svet. In cel svet nenadoma začne pisati kriminalke. Vsi, ja, na noir način, ampak vsi se vrnejo nazaj k temu hardboildu, ne. Vsi se vrnejo nazaj k noiru ameriškemu in tam pobirajo vse, kar je treba vedeti in še nekaj je, ne, ob tem, ne, vsi pozabijo, da je Stieg Larsson bil marksist. Ja, seveda, prosti. In tudi njegovi romani so pač, bi rekel,
so pač vivisekcije preko, kako je začela ta švedska družba blaginje razpadati, korupcijo, seksualne škandale, perverzije in tako naprej, kako je začel odznotraj se razžirati, kako je to švedski kapitalizem, ta ideal kapitalizma, kako je začel tudi ta razpadati. Ampak Larsson je zgolj nadaljevalec tega, to pa vsi pozabijo, je zgolj nadaljevalec ne samo Henrika Mankla, ki je v 90-ih to že počel, ampak dueta, nista bila mož in žena, običajno, če ste šli gor gledati na splet, boste dosti videli, da sta bila kot mož in žena poročena, Maj Sjöwall in Per Valle. To je bil, oba sta bila marksista, novinarja, marksista, ki sta začela skupaj pisati kriminalke. Takrat sta bila par, sta postala par, nisem se nikoli poročila, bila sta par in sta med letoma 65 in 75 sta napisala 10 romanov, ki so vrhunski. To so res najboljše kriminalke tedanje dobe, ker to je bilo tako vmes. Tisto neko vmesno obdobje je bilo, kjer v kriminalki se ni, ne vem, zdaj tako, ki je velikega dogajalo, tako, kot se je dogajalo na začetku, ko ste imeli tam te Britance vse, pa Agatho Christie, pa potem Chandlerja, pa Hammeta in tako naprej, Jamesa M. Caina, celo rajdo in potem so prišli še te po vojni, tako je Jim Thompson in tako. Je bilo neko prazno obdobje, ki ga v kriminalki v zgodovinah not ni, zato ker vsi spustijo njiju dva. In kopica filmov je posneti po njunih romanih. Laughing Policeman je bil tak slavn, kjer je igral Walter Matthau, igral, ne vem kako je bilo že ime, Jake, ne vem kako je bilo že ime, drugače Martin Breckel, kako je ta njun detektiv, ne, policijski detektiv. In to so bile super kriminalke. Jaz ne vem, a je to pri nas kaj kdaj išlo, mislim, da leta nazaj, še v tistih starih zbirkah kriminalk je nekaj išlo, ampak to je bilo vse, ne vem, a so pri nas potem te učila, pa to vsi ti, ki prevajajo tako na tone. A gospod Blatnik vedo, ki je v tem? Samo takrat, ne? Ja, evo to. Po pa preprosto so vsi spustili in je hecno, da tudi vsi so pol pozabili, recimo, in to je tako, to je vrhunec evropske kriminalke, ne. Te dva sta, to je vrhunska literatura. To je vrhunska literatura, tako da meni je škoda. In to je tako zelo zanimivo obdobje, ker sta pravzaprav ona dva sta v nekem smislu pokazala pot. In ne samo Henryju Manklu, ampak tudi Stigu Larssonu, ne. In če mene vprašaš, ona dva sta, bi rekel, ta prvi gibalec in povzročitelj tega novega vala kriminalke, ki je obšel v svet, skratka vse nacije, tudi jasno Slovenijo. Skratka, Tadej Golob, če se mora komu prekloniti, ne Stigu Larssonu, pa Joe Nesbo, ne, ali kaj že ta njegov idol, ne. Ampak Maj Sjöwall in Per Valle. Bova prišla tudi do slovenske kriminalke, ampak sam, če se mogoče zadržimo še malo pri Skandinoaru, se mi zdi dve zanimivi stvari, da naredi Skandinoar detektivka. Sam to moram dodati, ne moram dodati nekaj. No, ne se pustiti motiti. Pri teh dveh Švedih sem pozabil omeniti, da sta ona dva počela natanko to, kar je počel Stig Larsson kasneje. Ona dva sta ravno tako vivisecirala sta in razkrinkavala sta to, bi rekel, ta razpad tega te švedske družbe blaginje, tega švedskega posebnega kapitalizma, ne, ravno tako sta, rekel, razkrinkavala to, kar je počel potem Mankl, ne toliko odmevno, kot morda potem kasneje Stig Larsson. No, s tem povezano se mi zdi eden izmed najbolj zanimivih momentov Skandinoarja, ki je v temu, da so načeloma umori tako narejeni, da nosijo v sebi, da so tako rekoč miniaturke tega, kaj se dogaja v družbi, to, kar si že izpostavil, ampak kot dva tudi to, da so, kako bi rekel, visoko politično motivirani. Ne? Za razliko od, recimo, če pogledate od starih detektivov, pa tudi sodobnih, ne, kjer boste vedno našli kakšnega bogataša ali pa politika ali pa imenitneža v naboru sumljencev, ampak nikoli ne bo tiste pravi morilec. Ne? Bo tam samo zato, da, kot sem prej rekel, mobilizira naše čustva, naše emocije, zato da nas zavede na napačno pot, ampak nikoli ne bo potem ta pravi krivec. Medtem ko Skandinoar pa gre čez to in dejansko imamo potem v naboru izbranih morilcev, da tako rečem, tudi te. Druga zanimiva stvar pa mogoče v navezavi na to, kar si prej omenil glede hardball detektiva, ne, da je ta idealen subjekt kapitalizma, ne, ki dela tudi še čez
tega, kar mu delodajalec naroči, dela pozno v noč, ne spi. Pač On izpolni pričakovanje, preseže pričakovanje, prebije presežno vrednost. Preseže normo. Zanimivo je to, no, da pa v skandinovar detektivkah je pa detektiv zminimaliziran, ne, za razliko, mislim, če pogledamo, kako se razvija lik detektivka, ne, imamo tega Augusta Dupona od Edgara Allana Poeja, pa Sherlocka Holmesa, seveda kot najbolj slavnega detektiva Conana Doyla, pa Miss Marple, Hercule Poirot, ne, imamo vse te like genialnih detektivov, ne, ki se postopoma, ne, že z Miss Marple pravzaprav se umakne ta genialnost nekemu zelo elementarnemu pač deduktivnemu razmišljanju. Gremo k hardball detektivu, ki v bistvu se odlikuje ne toliko po tem, da zna misliti, to se nam kaže potem na način, kako se vedno zaplete s pregovorno femme fatale, ki ga pač spelje na to ali ono napačno sled, ampak se prebije skozi svojo zagrizenost s pestmi, kdaj tudi revolverjem, ampak predvsem s to... On verjame samo človeku s pištolo. Tako. In potem pridemo do tega lika detektiva v Skandinovarju, ki je praviloma policist in je del policijske ekipe, ki se drži bolj ali manj okvirov zakona, ampak predvsem se drži policijskih procedur. In tukaj se mi zdi zanimiv ta moment, da v bistvu tam pa ne delavec, ampak samo delo, sama procedura, sam postopek pravzaprav proizvede rešitev morilca. In da detektiv je tukaj samo nekdo, ki, v bistvu tudi liki so taki, ne, neki zdolgočaseni, nostalgični, ki se ukvarjajo bolj kot s primerom s svojimi družinskimi težavami, ne, in potem je ta side story. Postopek procede, prepozna morilca, kar pomeni, da so v postopek, ne, da ima postopek hude probleme, ker ima postopek, posumeš najprej, da ima postopek ugrajene predsodke, rasne predsodke, take predsodke. Ker meče vse napačne osumljence na dan. Ta proceduralno se mi zdi, no to se mi zdi tak zanimiv moment, ki je tudi pač potem zelo mislim, da je ena izmed slepih ulic, če lahko tako rečem, sodobne detektivke, ker pravzaprav potem postane sam lik detektiva, ki je ključen za to, da imamo opravka z detektivko, ne, tako rekoč odveč, ne, in imamo opravka s tistim, čemur Italijani in tudi Francozi rečejo policijski roman policije oziroma romanzo policijsko, in da je v bistvu to že en subžanr detektivskega žanra in da redki sodobni avtorji v bistvu znajo oživiti naše zanimanje za lik detektiva in od teh bom izpostavil kar po, ko bi rekel, lastni presoji na okusu, meni izredno ljubo Tano French, ne, ki smo jo nedavno dobili tudi v slovenskem prevodu v Gozdu in zdaj, če ni že išla tudi drugi del, The Likeness, podoba, ki je znala, tako rekoč, to je ameriško-irska pisateljica in je v bistvu znala vse te nauke sodobnih detektivk znova inkorporirati v klasično angleško strukturo in hkrati narediti te svoje protagoniste tako psihološko žive in zanimive, ne, da na eni točki, vse to je moja pač interpretacija njega dela, da postane bolj zanimivi od same detektivke. In tisto, kar je odlika, je v bistvu hkrati tudi mogoče delno problem. Ampak te njeni liki so tako živo, lepo naslikani, da dejansko te na koncu bolj zanima njihova individualna usoda, ne? In v tem oziru se njeni detektivski romani zares dotikajo romana kot takega, če lahko tako rečem, če sploh obstaja nekaj takega, kot je roman nasploh. Ne? No, veš kaj, mene, ko si rekel zdaj, roman nasploh, ne, to, kar je mene pri kriminalki vedno fascinira, je to, da pravzaprav vsi pozabljajo, da se kriminalka, detektivski roman, recimo, ne, detektivska zgodba, da se je rodila povsem formirana, ker prva detektivska zgodba je bila novela Edgarja Allana Poeja iz leta 1841, Umori v ulici Morgue. In tam je, bi rekel, kriminalna zgodba, mislim, detektivska zgodba, to je sicer novela, ni roman, ampak detektivska zgodba je tam, detektivski žanr je tam formiran, rodil, to je bil prvi v zgodovini in je bil rodil se je formiran z vsemi organi, kompleten, tako kompleten je bil, izumljen je bil, ne, kriminalka ni nastajala, ni nastajala, ni zdaj nastajala najprej 20 kriminalk, pa so pol, bi rekel, pogruntali, ne, ampak je
Edgar Allan Poe je to tako iz zraka potegnil in to je bila, tako kot Bog je bil. Naj bo luč in bila je luč. Bil je dan in bil je dan, bil je človek in bil je človek, bil je Adam in bila je Adam, bila je kriminalka in bil je kriminalka. To je rekel Edgar Allan Poe. In bila je kriminalka in bila je kriminalka. Cap. In potem kaj se je zgodilo? Ne, on je napisal še dve, kot veste, zgodbi, te je rekel detektivski, ne s tem z Dupenom, detektivom, famoznim prvim v zgodovini. Ena je bila ta Ukradeno pismo, druga je Skrivnost Marie Roget. In ta Skrivnost Marije, ne, ja, to je bila ta druga, pa je bil pa ta Ukradeno pismo, to je bilo leta 1845 in potem vi 30 let, kljub temu, da je bila kriminalka rojena, tako bi rekel, ne, spektakularno in vse, bi rekel, v enem kosu formirana, tlejo mate, je rekel Edgar Allan Poe, je nihče zgrabil do 30 let, do 1875, ja, do kaj je znamenje, do Conana Doyla, Stalin Scarlet, kako je Stalin Scarlet, znamenje, v znamenju, študija, kako je? Študija Škrlatem. Evo, do študija Škrlatem ni nihče pograbil kriminalke. Skratka, kriminalka je bila takrat unih 30 let popolnoma neinteresantna, zato ker je preprosto kriminalka, ta detektivska, je kot ideologijo svojo pograbila ta, kot temu rekel, kompetitivni individualizem, ki se je pa takrat šele razvil. Ki ga v tej prvotni fazi kapitalizma, tej osrednji, še ni bil očitno tako poudarjen. Takrat je šele to lahko postalo. Ker se veš, bi rekel, pač kriminalka je pač v kriminalkah teh detektivskih, vsi tekmujejo med sabo, kdo bo in tako naprej. To je tekma. To je tekma interesov, to je tekma in tako naprej. To je tekma med ljudmi. Vsi skušajo drugega nadmudriti, kot bi rekli brati Srbi, razumeš? Vsi drugega skočijo premagati, pretentovati, prevarati, kdo je pametnejši, kdo je boljši in tako naprej. Skratka, vsak hoče biti najboljši. To je ta kompetitivni individualizem, ki je prišel do izraza in takrat se je potem začel podati čudovito kriminalki. Kriminalka pa prej, unih 30 let, ni vedela, kaj početi z njim, čeprav je bil žanr izumljen in na voljo. To se mi zdi tako ena izmed bolj fascinantnih sekvenc v zgodovini kriminalke. No? Ampak če skočimo nazaj, 200 let kasneje, kriminalka danes, mogoče se dotaknemo še slovenske kriminalke in tukaj bom za izhodišče mogoče vzel kar eno izmed tez, ki jih je zanimivo, da naš mlad kolega Primož Mlačnik, ki se je ukvarjal in prispeval celo poglavje namenjeno slovenski kriminalki, no predvsem vzel v precep Tadeja Goloba pa Avgusta Demšarja in je presenetljivo pač ugotovil neke določene, recimo, zakonitosti slovenske kriminalke. Ena in ta je izhodiščna je ta, da je v Sloveniji to žanr, ki je zaradi vseh zgodovinskih in drugih okoliščin že v štartu bil dojet kot nek tujerodni žanr in zato se je začel kot parodija in da šele na drugem koncu, šele preko tega ovinka, ki smo se prej dotaknili, preko Skandinoarja doživi slovenska detektivka lahko to renesanso, ki smo ji priča pač zadnjih 10 let, ampak za ceno tega, da postane ne več to, kar je mogoče parodija detektivka bila v zgodovini slovenskega tega žanra, da je imela nek potencialno to izrekaj pa ne subverziven moment, ker je spodkopavala to anglo-ameriško imperialistično ideologijo, natanko kot parodija, da je v bistvu cena, ki jo je mogla plačati slovenska kriminalka, ta, da je postala pravzaprav konzervativna. Da je to v Sloveniji zelo konzervativen žanr, ideološko gledano, glede na to, kako so razporejene, da tako rečem, šahovske figure v slovenski kriminalki, kakšno je razmerje med detektivom, osumljenci, morilcem in drugimi liki, ki nastopajo. In moje v bistvu vprašanje, to s Primožem večkrat debatirava, pa mečem še tukaj tako na mizo, zanimivo, zakaj, čemu. Slovenska družba je zelo očividno, je v zadnjih od osamosvojitve do zdaj se je zelo pridno, kapitalistično razvila. Človek bi pričakoval, če že kaj, neko verzijo, mogoče hardboiled detektivke, da bi najbolj užgala, ampak zgleda, da za slovensko kulturno okolje najbolj užge natanko ta najbolj konzervativna različica Skandinoarja. Se pravi, detektivka, ki podaja, recimo temu, da uporabim iztrošeno metaforo, kaže zrcalo družbi, ampak hkrati ne
sega onkraj funkcije tega zrcala, reproducira vsa razmerja, vse od stereotipov do predsodkov, rasističnih, ideoloških, nacionalističnih, ki vladajo v družbi. Nima nekega pravega radikalnega ali pa subverzivnega naboja. Ja, zdaj, v Sloveniji zdaj pač žanrska literatura ni nikoli blazno cvetela. Te, ne bi rekel, kriminalke, trilerji, detektivski romani in tako naprej. To pač Ljuba Prena napisala Kdo je morilec tisti in tako naprej, pa vmes je bil tam, vem, da je med vojno nek napisal kriminalko, ko so ga pol, bi rekel, je končal med žrtvami povojnih pobojev in tako naprej. Skratka, niso dobro končali, tudi Ljuba Prena res ne bo končala. Zato, ker so pisali kriminalke... Produkcija pa je bila močna. On tukaj, pardon, samo to, on izpostavi, mislim, da nekih 236 naslovov, da je v slovenščini slovenskih avtorjev, tržaških... Ja, sem jih prebral veliko večino, takrat jaz sem pisal v Mladini, pa potem neki Patriši Highsmith v uvodu njeno knjigo o kriminalki, o neki psihologiji, ne vem kaj že bilo pisanja. Tam sem jaz, potem sem še dodal, takrat sem jaz prebral, bi rekel, po mojem 100 teh kriminalk slovenskih. Ne. To je bilo pred Tadejem Golobom in pred to, kaj je ta gospa še, ki piše zdaj tandem. Ona, Golob izdaja te, ona izdaja pa pri Beletrini, no, kaj zdaj. Misliš, še na svete? Evo, dva sta zdaj tle. Tako, okej. To je bilo pred tem. In takrat, to je bilo obdobje, ko so skušali Slovenci začenjati pisati kriminalke. Izhajale so v glavnem v samozaložbah, v nekih slovenskih vukojebinah. Vas je imela 3 hiše, imela je 4 pisce kriminalk. To je bilo noro. Izdajali so, vem, da je bil ta, kaj je bil že, ta nek, ki se je, in tako, to so bile kriminalke, ki so se dogajale v Grčiji, v Londonu, v Ameriki in tako naprej, vse posod, nekateri so se dogajale v Sloveniji, imele so ogromen seksa je bilo ponovadi. Skratka, bilo je tako, v glavnem je bilo veliko fušanja v teh kriminalkah. Tako bi rekel, niso to pisali najbolj nadarjeni pisci in piske, ampak so se trudili. In vmes je kakšna pasaža, ki je komu uspela. Ampak v glavnem je bilo to res tako, sem rekel, kako je to mogoče. Vmes je bil celo mislim, da je delal kot ne vem kaj, nek marketingar v neki slovenski trgovski mreži, ki je ugotovil, da je najboljš, če naredi tolele, da napiše kriminalko, jo izdal samo založbi, hardback, tako razkošna izdaja, da se dogaja v tujini, napisano v, rekel, ničelna stopnja literarnega sloga, in potem je šel vprašati v knjižnice, koliko knjig Dese Muk vzamejo, vsake knjige, koliko tistih njenih bestsellerjev, koliko vzame vsaka knjižnica, si šel spraševati. In pa je ugotovil in potem je v te knjižnice dal zastonj toliko svojih kriminalk, da bi ustvaril nek baz, da bi ustvaril nek gibanje, trg, da bi ustvaril, da bi bilo popraševanje po sebi. Neko ime je imel, neko ne vem, Ron, ne vem kaj, si ti spomniš? Robert Ron. Res, bilo je nebrljivo, ampak za poskus mu dajem pa čisto petko. Mislim, to je bil res fantastičen paket, je bil sam, po moje, se ni obnesel, ene 3 je izdal, poje pa nehal, mislim, da je obupal, ampak skratka, poskušali so vse in ni šlo in potem je prišel Tadej Golob, ki je, kakor se jaz spomnim, ne, naredil to, da je končno vzel v roke eno kriminalko tujo in jo prebral. Ker pri unih si imel občutek, tako sem jaz imel občasno pri kakšnih slovenskih filmskih režiserjih, ne, da se blazno matrajo, ne, pa če bi pogledali film, bi što dosti lažji kakšen, tako, ne, in tle je bila ista finta, je bila, sem rekel, pa to je to, ker je Tadej začel pisati, ne, takrat sem jaz si rekel, ja, to je bilo to. Namesto, da bi šli kakšno kriminalko prebrati, so oni probali z glave. To ne gre. Mislim, kriminalke, to je žanr, to je ponavljanje, to je iteriranje, to je ponavljanje. To so šablone, to so stereotipi, to moraš ponavljati, to je drill. To je branje kriminalk. In tam sem dobil občutek, da so to pozabili, da so skušali nekaj slišali, da neki to kriminalke, pa bi zdaj tudi sami probali. In so probali in tako. Zdaj,
Zakaj še nismo prišli tja, ker bi morali biti? Je pa moj odgovor čist preprost. V Sloveniji gre vse malo bolj počasi. Mi smo blazno dolg časa rabili, smo dobili... Od prometa naprej. Ne? Ja. Kot smo videli na poti do novega Držva mesta. se umetnosti. Mi smo blazno dolg rabili, da smo dobili prvi roman. Ne? Blazno časa smo rabili, da smo dobili prvi film. Še dlje smo rabili, da smo dobili prvi film, ki ga je režirala ženska. Skratka, pri nas gre vse blazno počasi. Tako da do te faze, po moje, kriminalk, do naslednjega vala kriminalk nas čaka še. Ne? In ta val neizbežno prihaja. Ta val, v katerem ti govoriš in si ga ti želiš. In jaz mislim, da prihaja ta val, da ta val prihaja. Jaz mislim, da to ni slaba točka, da zdaj po tej uri pogovora Je že ena ura. Hitro mine, ker se ima človek fajn. No? Mislim, saj, mogoče sam, če bi predava še besedo, če bi kdo imel kakšen komentar ali pa vprašanje. Andrej, verjamem, da jih ima mnogo, ampak bo. Drugače pa se vam zelo lepo zahvaljujem za to, topu večer. Kot dobro šalo povedal. Ne? Mi smo v zgodovini slovenskega naroda, še v socializmu, imeli dve čudoviti zbirki kriminalk. Obe sta bili bolj kot neko, se reče, kolportažni, tak na pocen papirju in tako naprej. Ampak sta bili dolgoživi, išlo je ogromno kriminalk v teh dveh zbirkah. Ena je bila Detektiv, ta druga je bila pa... Kaj že, vseh si jih imam doma, skoraj vse. A? A? Ne, na druga je bila. Skratka, dve taki zbirki, ogromno jih je šlo in tam so išli, tam je šla vsa klasika takrat, kriminalk, ne? Ampak ironično, vse so bile enako dolge. Kar pomeni, Na stran natančno. da smo dobili, ja, vse smo dobili skrajšane verzije. Ker je bilo treba je bilo spraviti točno na tako število strani in so vse spravili na isto število strani. So jih skoraj giljotinirali. Ja, giljotinirali. In takrat so išli, bi rekel, res vsa klasika, ki si misliš, da pri nas ne, pa ni šlo. Ne, takrat je to vse išlo. Res, čudoviti, vse je bilo, Zdaj si me pa spomnil. ista dolžina je bila. Glede na zasedbo, da mogoče tudi Hitchcock ni slab zaključek, ker mislim, da je v eni podelitvi Oskarjev, da je zaključil govor s tem, da je rekel, ja, v Ameriki se zgodi en umor na, ne vem kaj, 15 minut. Ne? Hitro na delo. Tako da nočemo več tratiti vašega časa in pejte hitro nazaj na delo. Ne? Hvala Najlepša lepa. hvala.